da so se odzvali vabilu na današnjo tiskovno konferenco, ki je v okviru projekta Krepitev socialnega dialoga preko organizacij socialnih partnerjev. V uvodu naj povem, da Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v okviru tega projekta organizira 30. To je v sredo v hotelu City tudi zaključno konferenco samega projekta, samih ugotovitev, tako glede stanja socialnega dialoga, kot tudi glede predlogov, ukrepov, ki jih je potrebno in pa tudi akcij, ki jih bomo izvedli za spodbujanje socialnega dialoga s pomočjo organizacij socialnih partnerjev v Sloveniji. Tako da seveda ste tudi vsi vljudno vabljeni, to je na samo zaključno konferenco, ki se začne ob 9. uri zjutraj. Prav tako pa bodo tudi prisotni gostje iz Avstrije in pa iz Nemčije. Predstavljam pa tudi pomen dialoga na evropski ravni, slovenski ravni, kako tudi, kot sem že omenil, predlogi oziroma aktivnosti, ki jih bomo izvajali v nadaljevanju promocije in samega socialnega dialoga, predvsem pa njenega pomena. Tisto, kar bi, nekako smo se dogovorili, to je, da bosta, vsaj kaj se vsebinskega dela projekta tiče, besedo prevzela Goran in pa Marjan. Jaz bi mogoče v uvodu povedal samo to, da je v dosedanjem razvoju Slovenije, to je od 90. leta naprej, socialni dialog odigral izredno pomembno vlogo. Sklepanje socialnih sporazumov v okviru tripartitnega socialnega dialoga, se pravi v okviru ekonomsko-socialnega sveta, kako tudi skupne dogovorjene aktivnosti v fazi vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in pa kasneje tudi pri samem prevzemanju evra, so dokaz, da učinkovit socialni dialog zagotavlja doseganje ciljev, ki si jih ta država tudi zadane. Da učinkovit socialni dialog tudi pomeni socialni mir, da pomeni socialno povezanost in nerazslojevanje državljanov te države. Seveda, zato je izredno pomembno, da pri ključnih projektih, v katerih je ta država, v katerih je Slovenija, se ti projekti, se ti cilji uskladijo, dogovorijo med vsemi socialnimi partnerji. Se pravi, tako med sindikati kot delodajalci, kakor tudi med samo vlado. V nasprotnem primeru seveda prihajamo do situacij, v katerih smo danes. Neučinkovit socialni dialog, nespoštovanje dosežkov vrednot socialnega dialoga pripelje do razmer, ki so napete, pripelje do socialnih stisk, pripelje do referendumov. Vemo, 10. aprila imamo en referendum, ki je posledica nespoštovanja vrednot in pomanjkljivo vodenega socialnega dialoga. Enako je tudi pri pokojninski in invalidski zakonodaji. Vkolikor bo seveda, zato je zelo pomembno, da tudi pri spremembah, ki nas še čakajo, to so spremembe zakona o delovnih razmerjih, zdravstvene zakonodaje in še bi lahko naštevali, se vodi dialog, v okviru katerega se usklajujejo, uravnotežijo nasprotni interesi, tako delodajalcev, sindikatov, kot tudi same vlade. V nasprotnem primeru seveda pridemo do konfliktov. In konfliktne situacije, zaostene razmere niso nobenemu v korist, najmanj pa seveda tistim, ki so odgovorni za vodenje te države. Zato tudi z tega mesta pozivamo, da se odgovorne osebe, zlasti vlada, zaveda pomena socialnega dialoga. Zakaj sem rekel zlasti vlada? Iz tega razloga, kajti danes imamo v Sloveniji socialni dialog na tako nizki ravni, da nižje
verjetno več ne more iti. In ta nizkost socialnega dialoga se, kot sem že v uvodu omenil, odraža v dveh referendumih. Upamo, da ne bo še naslednjih. In prav tako se nespoštovanje vrednot socialnega dialoga in pa stanje dialoga v okviru ekonomsko-socialnega sveta med vsemi socialnimi partnerji odraža tudi pri oblikovanju pogajanjih za kolektivne pogodbe dejavnosti. V tem trenutku lahko ugotovimo, da stanje dialoga na državni ravni vpliva na kvaliteto dialoga na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti in pa tudi na podjetniški ravni, se pravi na ravni posameznega delodajalca. Zato je nujno potrebno, da se dialog okrepi, da pride do spoštovanja med socialnimi partnerji in pa do zaupanja. Na vse zadnje pomembnost in pa vrednote socialnega dialoga opredeljuje tudi Lizbonska pogodba. In socialni dialog je eden izmed temeljev delovanja Evropske unije in pa vseh evropskih institucij. Zato je prav, da se pri kakršnikoli vstopnici za vlak Berlin-Pariz ali pa katerikoli drugi vstopnici za kakršenkoli drugi vlak upošteva interese vseh skupin in pa da se vstopnica kupi ali pa cilj, končna destinacija opredeli v okviru socialnega dialoga. Morda bi samo na koncu še omenil, da je projekt krepitev socialnega dialoga preko organizacij socialnih partnerjev bil oblikovan in v njem so tudi zelo aktivno sodelovale tudi organizacije delodajalcev, zlasti Gospodarske zbornice Slovenije, zakaj seveda, kar ima za posledico, pa kar je rezultat tudi kvaliteten priročnik, katerega ste tudi prejeli, v katerem so opisani nekatere smeri, projekti, programi in pa predlogi za nadaljni razvoj dialoga v Sloveniji. Zato bi bilo to z moje strani kaj več o samem projektu in pa tudi na vse zadnje o samem priročniku pa bo povedal Goran Lukič, naš samostojni svetovalec pri zvezi. Izvoli, Goran. Ja, hvala za besedo. Jaz sem logično nadaljeval tam, kjer je Andrej končal in sicer pri samej vsebinski razdelavi projekta, ki ima sicer malce daljše ime, torej krepitev socialnega dialoga preko organizacij socialnih partnerjev, ampak ima zelo jasen cilj in sicer, da se preko tega projekta vzpostavi neke oblike smernic za učinkovito izvajanje socialnega dialoga, kar mislimo oziroma si upam trditi, da nam je vsaj v tem projektu uspelo postaviti tudi preko oblikovanja istoimenskega priročnika, v katerem lahko vidite marsikakšno tudi zanimivost oziroma tudi določene pobude, kako oblikovati socialni dialog na posameznih ravneh socialnega dialoga, torej na sektorski ravni, na ravni dejavnosti in tako naprej. Tudi Andrej je tudi prej povedal, da učinkovit socialni dialog oziroma socialni dialog je navsezadnje tudi del evropskega socialnega modela in preprosto tudi Slovenija se temu ne more izogniti pri vpeljevanju kakršnikoli predlogov na področju ekonomske socialne politike in navsezadnje to je tudi neke vrste navodilo ali pač rdeča nit samega projekta, da le učinkovito sodelovanje socialnih partnerjev lahko poda učinkovite rešitve, bodi se na področju ekonomske, socialne ali katerekoli druge politike. Če pa se že usmerimo direktno v projekt se je začel aktivno izvajati maja 2009. leta, prav zdaj smo v zaključni fazi projekta, ki ga bomo zaključili, kot je že rekel Andrej, z pač tole mednarodno konferenco, ki bo zelo hitro, torej 30. marca oziroma v sredo. Prevedevam oziroma pripričan sem, da bo ta konferenca dala tudi neke glavne poudarke, torej kako tudi naprej pri izvajanju učinkovitega socialnega dialoga. Bi pa rekel, da smo se tekom samega izvajanja projekta tudi marsikaj sami tudi informirali, naučili in tako naprej.
Mogoče samo za povzetek določene glavne aktivnosti v projektu. Začel se je z mednarodno konferenco, tekom samega izvajanja projekta so se izvajale aktivnosti tudi promocije socialnega dialoga preko medijev, preko določenih medijskih akcij. Pripravili smo tudi pred tem priročnikom, ki ga imate v rokah, smo že predhodno pripravili tudi drug priročnik o učinkovitem socialnem dialogu. Tekom samega izvajanja tega projekta, pa to moram pa še enkrat ponoviti, Andrejeve besede, se je izkazalo torej nekako zelo učinkovito sodelovanje socialnih partnerjev, kar se je tudi pokazalo pri samih rezultatih projekta, kar sem prepričan, da bo tudi nekako napotilo tudi za naše delo, ne samo, da bo to ostalo kot črka na papirju, ampak da se bodo te smernice tudi naslednje uspele izvajati kot neke vrste pač politika na terenu. Naslednje potem tudi, če govorimo o teh smernicah, oziroma v temle priročniku, kateri je bil izdan, skozi njega lahko vidimo marsikakšno področje, katerega smo se dotaknili, od področja socialnega dialoga v Sloveniji do ravni socialnega dialoga in pa naslednje tudi evropskega socialnega dialoga. Skratka, poskušali smo v en priročnik podati nekak presek, kaj pomeni sploh beseda socialni dialog na različnih ravneh, na različnih področjih in pa seveda tudi pri različnih akterjih. Mislim, oziroma prepričan sem, da bo pač ta priročnik lahko tudi zelo dobro gradivo tudi za predstavnike države oziroma vlade, torej kot nekako informativno gradivo, tako da vsekakor so tudi dobrodošli pri branju tega gradiva. Hvala. Zdaj jaz besedo predam Marjanu Urbanču, našemu izvršnemu sekretarju, odgovornemu za izobraževanje in pa soupravljanje. Marjan, izvolite. No, mogoče še malo o sami vsebini projekta na kratko. V okviru projekta smo vzpostavili mrežo promotorjev, to je bilo 40 promotorjev iz cele Slovenije, tako da imamo praktično celo državo z promotorji pokrito. Te promotorje smo na nek način želeli najprej usposobiti, zato je bilo v okviru projekta 5 modulov, to je bilo od ekonomije, prava, soupravljanja, varnosti in zdravja pri delu, prepoznavanja potreb nekih v firmah, potem promocija, komunikacija, IT tehnologija. Poleg tega so bila še 3 usposabljanja, 2 za predavatelje, angleščina in pa mediacija in pa eno za promotorje, to je projektni management. Izvedene so bile na koncu tudi delavnice z konkretnimi izdelki, tako da vsa ta usposabljanja so v okviru projekta trajala 57 dni. V okviru projekta je bila izdelana in postavljena tudi spletna stran socialnidialog.si, tako da kaj več informacij se da tudi na tej spletni strani še dobiti. V okviru projekta sta bila vzpostavljena 2 regijska centra, eden v Ljubljani, drugi v Mariboru. Oba sta opremljena z računalnikom, dostopom do interneta, z neko literaturo, ki bo v glavnem preko spletne strani kot pomoč promotorjem, da bodo lažje delali, od strokovne literature do nekih vzorcev, ki jim lahko pride prav pri spodbujanju in promociji socialnega dialoga na nivoju podjetij. Zdaj, kaj so glavne naloge teh regijskih centrov? Promocija socialnega dialoga prek promotorjev, izobraževanje in usposabljanje novih promotorjev, posredovanje raznovrstnega gradiva, interneten dostop, pa prostor za delo promotorjev in pa seveda možnost za srečevanje teh promotorjev kasneje, ker z zaključkom projekta ne pomeni, da bodo ti promotorji nehali delati. To je v bistvu nek napotek, nek začetek njihovega nadaljnega dela. Zdaj, ob koncu, po izvedbi teh modulov so bile tudi organizirane delavnice, 4 delavnice, kjer so nastali tudi eni izdelki, pot do znanja, kjer je opisan način, možnost, ker socialni dialog ne pomeni samo sklepanje kolektivnih pogodb, ampak je možen socialni dialog tudi na drugih področjih. Naprimer, v eni delavnici je bilo
pripeljana zgodba, kako se znotraj firme dogovoriti za izobraževanje, usposabljanje zaposlenih. Druga skupina je v delavnici obdelala mediacijo in na koncu s konkretnim predlogom, kako se lahko preko mediacije, preko mirnega reševanja sporov uredijo neke zadeve tudi na področju na ravni podjetja. Potem tretja skupina je naredila opomnik, kaj vse naj bi vsebovala podjetniška kolektivna pogodba, tam, kjer jo sklepajo, da kaj ne pozabijo, in pa tam, kjer do tega ne pride, vsaj je pa četrta skupina pripravila predlog pogodbe o pogojih za sindikalno delo. Zdaj, vse je bilo, ciljno je bilo pomoč za delo na nivoju podjetja, se pravi praktični primeri, praksa, napotki, navodila za ta nivo. Sej del tega je pa tako, kot je že Goran upisal tudi v temle priročniku. Hvala. Jaz bi moče dodal še nekaj. Namen projekta in pa tisto, kaj najvažneje je, da se aktivnosti ne končajo. Namreč na prvi strani priročnika, ki ste ga dobili, se vidi, da manjka en ključ. In to je ključ socialnega dialoga. Vsi ostali ključi, ki so na prvi strani, seveda pod določenimi etiketami, kažejo, kateri ključi so, kakšno je danes stanje in kaj lahko pripelje, dokot lahko pripelje pomanjkanje socialnega dialoga. Zato je zelo pomembno to, da bo nadaljevanje kot rezultat tega projekta, seveda bomo dali posebni poudarek promociji socialnega dialoga in pa pomembnosti tega. Namreč, kajti samo učinkovit socialni dialog lahko pripelje do učinkovitih rezultatov v tej državi in pa do skladnega, trajnostnega razvoja in to na način, da se ne bodo socialne razlike v Sloveniji večale. In upamo seveda, da je današnjo stanje dialoga v Sloveniji na najnižji točki in da se bo od te točke sedaj naprej samo še dvigovalo in da bomo ponovno lahko skupaj dosegli rezultate, ki smo jih že. Namreč ne pozabiti, prevzem evra, stop Slovenije v Evropsko unijo, vsi socialni sporazumi, sprejemanje sistemske zakonodaje, vse je bilo do sedaj v soglasju socialnih partnerjev. In ni prav, da se ta tradicija, ki je dala dobre, pozitivne rezultate, tudi prekine. Zdaj, toliko bi to bilo z naše strani, če moče z vaše strani kakšno vprašanje. Ja, mene zanima, koliko sredstv ste dobili za ta projekt? Ja, v bistvu zdaj sredstvo smo dobili oziroma zaprašena višina sofinanciranja, torej sredstva iz Evropskega strukturnega sklada so bila izplačena v višini 266 000 evrov. Skupna vrednost projekta je potem tudi z našo soudeležbo bila 292 000 evrov. Bi lahko čisto kratko povzeli smernice teh Ja, seveda, v bistvu zdaj gre za to, da nekako v tej knjigi nismo dali poudarek samo to, da bomo v parih dneh dali glavne smernice, ampak če že, potem bi lahko rekli naslednje, da socialni dialog, kot je že rekel Andrej, se mora pač negovati. Torej, ni to stvar, ki je nekako iz dneva v dan, potem se to zaključi, ampak je to v bistvu proces, katerega mora biti dejavno vključeni vsi akterji, da se lahko potem pokažejo rezultati. To je, mislim, da ena izmed glavnih rdečih niti teh smernic, ki se pa potem izvajajo ki smo videli preko kazala, če lahko pogledate, na različnih ravneh. Torej na podjetniški ravni dejavnosti in pa pač tudi na ravni evropskega socialnega dialoga. Mislim, da to tisto glavni poudarek tega dokumenta. V teh načrtih vlade, v teh reformnih načrtih in v drugih, to še več pred dokumentu, zapisana preoblikovanje ekonomsko-socialnega sveta. Tudi Gaspari je v mojem pogovoru z vami govoril, da je nemogoče se pogovarjati na tak način, da je sindikatov preveč, 15,
in da predlaga, da vam je že predlagal, da se to zmanjša v neko obliko, da prek nekega posrednika, kako da bi skupaj zastopil interese sindikata. Torej, neko preoblikovanje tega SSS predlaga vlada. Ja, to je tale, govorimo dejansko o dokumentu, ki nosi naziv nacionalni reformni program. V tem dokumentu je to navedeno. Vlada konkretno, to je z nobenimi predlogi na tem segmentu še ni prišla. Vendar seveda naj si gospod Gaspari ne predstavlja, da je učinkovit socialni dialog takrat, kadar sindikati zgolj poslušamo in se strinjamo z vladnimi predlogi. Nikakor. Tako da v tem trenutku lahko rečem seveda, da pričakujemo, to je, ali pa, da se bomo bolj izjasnili o teh predlogih, takrat, ko jih bomo seveda tudi videli. Predlogi, ki so šli, ali pa ki so v smeri, morda to je ureditve, ki je edinstvena v Evropi, to je ureditve v Avstriji, o kateri je tudi gospod Gaspari govoril, to je v smislu delavske zbornice. Treba povedati, da tisto ni socialni dialog tam. Namreč zgodovina avstrijskega sindikalnega gibanja, delavskega gibanja je popolnoma drugačna kot drugod v Evropi in pri oblikovanju ali pa pri kakršnikoli spremembah je potrebno upoštevati temeljna načela, ki izhajajo iz mednarodnih aktov, iz konvencij Mednarodne organizacije dela, in to pa je, da so sindikati, socialni partnerji, tudi delodajalske organizacije, morajo temeljiti na prostovoljnosti, na prostovoljnem članovanju in pa na neodvisnosti. Delavska zbornica v Avstriji ni to. Tam je članstvo, bom rekel, obvezno oziroma vsakdo plačuje za delovanje te delavske zbornice. In to ni to. Tako da konkretno seveda bomo videli, kaj je imelo v mislih, kaj je imel gospod Gaspari v mislih, ko je to tudi zapisal, vendar pa učinkovit socialni dialog ne pomeni, to je, da ostali socialni partnerji zgolj kimamo in se strinjamo z predlogi vlade, temveč predvsem to, da v okviru dialoga skupaj iščemo rešitve, upoštevajoč tako cilje, kot tudi interese delavcev, bom rekel, pa članov, ki jih zastopamo. Še kakšno vprašanje? Če ni, najlepša hvala.